Pozdravljeni, tu Blaž, govoril pa bom na temo iskrenosti in samoiskrenosti. Namreč med iskrenostjo in samoiskrenostjo je velika razlika. Če želimo raziskovati samega sebe, svoja čustva in svoje misli, kako delujemo, kako razmišljamo in zakaj, potem moramo biti predvsem samoiskreni. Ker iskrenost, dejansko, kadar smo iskreni, enostavno povemo vse, kar nam pride na misel in kaj čutimo. Se pravi, če recimo hodimo po ulici, pa nekoga srečamo, pa začnemo soditi njegov klobuk, lahko takoj rečemo, ti imaš pa zelo grd klobuk. In smo iskreni, ker smo dejansko to razmišljali, ker smo se tako počutili in smo to tudi povedali. Ampak, ker nismo samo iskreni, ne raziščemo in ne vemo, zakaj smo sploh tako razmišljali in zakaj smo sodili ta klobuk kot grd recimo. In tako tudi ne moremo ugotoviti dejansko nič o sebi in zakaj sploh delujemo tako, kot delujemo. Torej, če želimo raziskovati izvor svojih čustev in svojih misli in svojih vedenjskih vzorcev, potem moramo biti predvsem samoiskreni. Samoiskreni smo pa tako, da najprej sprejmemo sebe takšnega, kot smo, se pravi, da smo iskreni do samega sebe, da začnemo dihati, da se zavedamo svojega dihanja in najbolje, da tudi pišemo, da začnemo pisati in recimo začnemo pisati, kako se počutimo, kaj razmišljamo ali pa kaj smo razmišljali v nekem delu dneva in potem analiziramo v samoiskrenosti, kaj smo razmišljali, kako smo se počutili in pa zakaj smo se tako počutili, zaradi katerih misli smo si ustvarili neka čustva. In to pomeni enostavno, da pred sabo nič ne skrivamo, da povemo vse tako, kot je, tako, kot smo doživeli, tako, kot smo razmišljali. Smisel tega je pa to, da ugotovimo sploh, zakaj čustvujemo, kakšne čustva imamo in s katerimi mislimi si jih ustvarjamo, da lahko potem zanje prevzamemo odgovornost in se uskladimo s principom, ki je najboljši za vse. In s tem tudi za nas. Se pravi, ko smo samo iskreni, lahko ugotovimo, da čustva in naše čustvene reakcije ne pripomorejo nikoli k naši stabilnosti in k temu, da bi videli svet realen, takšen kot je, in da bi se ravnali po principu, ki je najboljši za vse. Ampak ob čustvenem doživljanju samega sebe vedno dejansko gledamo na svet skozi neko tančico, skozi nek filter teh čustvenih energij, ki nam onemogoča, da bi se obnašali in ravnali logično, po zdravem razumu, tako kot je najboljše za vse. Kot sem že razlagal v prejšnjih videih, je namreč čustveno delovanje oziroma delovanje na podlagi čustev vedno sebično, zato ker so čustvene energije, ki si jih ustvarjamo, vedno omejene samo na naše dojemanje in doživljanje samega sebe. In zato je posledično dejansko vsako naše dejanje, ki se podreja čustvom, sebično. Zato, ker upoštevamo samo sebe in nerealnega sveta okrog sebe. In zato je zelo pomembno, da se naučimo samoiskrenosti in da samoiskrenost vsak dan v vsakem dihu dejansko uporabljamo. Zato, ker edino tako lahko zagotovimo, da bomo se vedno v vsakem dihu ravnali po principu, ki je najboljši za vse, oziroma da bomo v vsakem dihu stremeli k temu, k samokorekciji, s katero se bomo usklajevali z principom, ki je najboljši za vse. Torej, če smo samo iskren človek, je to v redkih primerih dobro, ker še posebej, če smo iskreni samo do drugih ljudi, potem enostavno govorimo točno to, kar mislimo in kar čutimo, brez da bi kaj prikrivali. In zavedati se moramo, da drugi ljudje enako kot mi,
pogosto tudi čustveno reagirajo na to, kar nekdo drug pove, še posebej o njih, ne? Ali pa nekdo pove o nas. Tako da ni priporočljivo, da smo popolnoma iskreni, ravno zaradi tega, ker se ljudje podrejamo svojim čustvom, čustvenim reakcijam, za katere potem mislimo, da so jih v nas vzpodbudili drugi ljudje, ki so nas recimo sodili ali karkoli že, nekaj govorili o nas. Ampak v resnici so to samo naše čustvene projekcije in v resnici si vsa čustva sami ustvarjamo. Ne glede na to, kaj drugi govorijo o nas, vedno si čustva naša sami ustvarjamo. Zato je pomembno, ne, da smo samoiskreni, ker edino v samoiskrenosti lahko dejansko se začnemo usklajati s principom, ki je najboljši za vse, in edino v samoiskrenosti lahko postanemo čustveno stabilen človek, zato ker brez samoiskrenosti ne moremo sploh ugotoviti, zakaj nismo čustveno stabilen človek. To je za danes vse na to temo in se vidimo naslednjič. Lep pozdrav!